V Radljah ob Dravi v objemu dehtečih vrtnic stoji 600 let star dvor, poln zakladov. Med njegovimi zidovi smo spoznali, kako tanka je meja med tem, ali bo neka stavba žalostno propadla ali ponovno zaživela in obračala poglede. Rožni dvor, kjer se danes nahajamo, je spomenik nepremične kulturne dediščine. Ampak kdo živi v njem? Zelo zanimiv, pojoči mož, ki je stavbo skrbno prenovil in med njenimi zidovi našel prenekatere dragocene zaklade. Edi, vi ste se v tem dvorcu rodili, a ne? In potem ste živeli stran, nato vas je pa nekaj spet poklicalo nazaj v Rožni dvor med te mogočne zgodovinske stene. Kaj je bilo to? Ja, jaz moram reči, da sem imel tako srečno otroštvo, da sem se rodil v tej hiši, ki je polna legend, pravljičnih privdihov, zgodovine, preteklosti, in to me je kot otroka fasciniralo. Zelo sem raziskoval to hišo kot tako. Ogromno sem tudi zadev našel. Enkrat bajonet, pa enkrat eno pištolo, drugič spet sabljo, ne. In ta duh raziskovanja me je zasvojil, bi rekel, ta hiša me je prevzela že kot otroka, ne. In hiša me je čakala tukaj, ne. In kar nekega dne, kot da me pokliče, da je nekaj naredi z mano, ne. Preden se je lastnik lotil prenove, so tla prekrivale sintetične talne obloge. Predelne stene so razčlenjevale velike prostore, debele plasti barv so prekrivale leseno stavbno pohištvo. Ometani in prebarvani so bili tudi izvorni leseni stropi. Okna recimo so bila prebarvana z raznimi opleski, sivo, zeleno, rjavo, in to sem se potem snel lastnoročno. In vedno kakšna sapica noter potegne, ampak zrak je zaradi tega čudovit v prostoru, ne. In to ne zamenjam teh okn za nobena moderna okna. Vsi tramovi so bili tudi pobarvani z apnom, da se čim bolj dolgo les obdrži. Vso to apno sem umival, vzel cunijo, vodo umival, splakoval, umival, in to enih 300 ur, da sem ta strop počistil. In potem še z nožičkom popraskal in še očistil. In potem samo čebelji vosek sem dal na strop, da zdaj sije, žari v tisti svoji pravi prvobitnosti, ne. Kako je z vlago, kako je z zvoki v takem prostoru? To je kot neka nagrada živeti v taki hiši. Ker velikokrat se usedem v tem salonu, hiša ima okoli 600 let, in si pravim, soba, pripoveduj mi. In tu ta mehkoba sten, tu je vse mehkoba vidna, ne. Tu ni nobenih ostrih kotov ali kaj takega. To je vse neka taka toplina. Zidovi so široki 1 meter, kamen, položen na živa tla. In ta kamen se preko poletja napoji sončno energijo in oddaja, dolgo v jesen oddaja to toploto, in zaradi tega ima hiša to toplino v sebi. Potem pa v jeseni samo rahlo dodajam skorjavo in to vzdržujem preko cele zime z lahkoto, ne. Tamle v kuhinji vidim, da ste vrata prav želeli namensko ohraniti v narekovajih slabem stanju, da se vidi, kako je bilo včasih, ne? Točno to. Tu ni nekega perfekcionizma. Jaz ne posiljujem hiše s perfekcionizmom. Hiša mora živeti avtentično taka, kot je. In ravno s tem namenom sem določena vrata pustil točno taka, prvobitna, kot so. Tu in tam ste pa našli tudi kakšno novo vlogo, ne? Naprimer tuš kabina. Kaj je bilo tam včasih? Ja, v kopalnici kot tako je bilo pa ognjišče, ne? In dejansko ta vdolblina se mi zdela ravno primerna, da dam tuš noter, in sem to skušal tako čim bolj na tak način narediti, ne. Dosti sem hodil tudi v Avstriji po graščinah in raziskoval, kaj narediti. In tam pridem v eno graščino, ki je bila ena gospa starejša, okoli 80 let, Rusinja, ne. In pridem tja na njeno dvorišče in pač ji povem, da imam star dvorec, da ga urejam. In potem sem ji zapel eno arijo, pa še eno, in gospa je bila toliko navdušena, je rekla, glejte, ta počevalnik vam podarim, pa se ga lahko vi uredite, ker je imela toliko tega pohištva tudi. No, vidite, tudi Moskonterjem lahko gre dobro, ne? L'aria fresca pareggiana festa, che bella cosa n'hai ornato il sole. Gospa Živa Dev, vi ste življenje posvetili preučevanju stavbne kulture in dediščine. Povejte nam, prosim, kakšne so bile Radlje ob Dravi v preteklosti in kako je tukaj zrasel tale dvorec?
Ko se danes sprehajamo po tem razraščenem mestnem naselju, občinskem središču, si pravzaprav zelo težko predstavljamo, kakšno je bilo naselje takrat, ko je bilo prvič omenjeno v še ohranjenih arhivskih listinah. To je bilo nekje v srednjem veku. Naselje je takrat sestavljal grad, ki je bil odmaknjen, postavljen je bil na težje dostopno mesto, tudi močno utrjen. In fevdalec je potem pod seboj imel skromne lesene koče, v katerih so živeli tlačani. In vse te ostaline so danes še ohranjene in to je tista vrednost radel ob Dravi. So se pa radle ob Dravi skozi čas spreminjale in v to prvo podobo srednjeveškega naselja so se uklinjale tudi nove arhitekture, tako je potem 100 let, 200 let kasneje se tudi sloj bogatejših povečal, ni bil več samo v eni osebi in te plemenitaši so si potem po vzoru grajske stavbe, po vzoru samostana postavljali take močne, utrjene stavbe. Skozi katera obdobja je šel tale Rožni dvor? Kakšne spremembe je doživljal na poti? Zdaj, naša arhitektura, ki jo mi danes srečamo, jo redko kdaj dobimo res v tistem izvornem stanju renesanse ali pa gotike. Vsa arhitektura se je skozi čas spreminjala, dopolnjevala, razvijala. Razvoj je bil kakovosten. Vedno je bilo staro in novo v harmoniji, dodajanja so bila zelo občutena in senzibilna in tudi ta stavba, če je bila v 16. stoletju postavljena, je bila potem predelana, sledili so novim smernicam, povečali so okenske odprtine, poslikali so stene v tistem duhu, najverjetneje so vgradili tudi novo stavbno pohištvo. Lastniku te hiše danes prav čestitam, zaradi tega, ker je nevede sam po svoji neki srčni želji upošteva ozance, ki jih danes konzervatorska stroka piše in s katerimi se usmerjajo kakovostne prenove, predvsem spomeniki nepremične kulturne dediščine. In to, da se staro ohranja v svojem izvornem, avtentičnem stanju. Lastnik je mogel potem vse te poškodbe odstraniti, kar je odlično naredil. Ohranil je pa vse tisto, kar je vredno. Naprimer, jaz sem danes zelo navdušena, da je ohranil staro stavbno pohištvo, ga je očistil, prepleskal, popravil. In še nekaj, kar se pravzaprav ne da kupiti, to je patina, ne? In v tej hiši vidimo veliko patine, to je tisto, kar daje nekemu objektu, neki arhitekturi vrednost za tega, ker so tukaj odtisi 100 korakov, odtisi 100 rok in ta popkovina nas veže s preteklostjo, brez katere človek danes ne more kakovostno živeti. Tale dvorec je obdan s čudovitimi vrtnicami, zato me zanima, imate vi kakšnega grajskega vrtnarja mogoče? Tu sedi zdaj pred tabo. To je ta, kaj? Dejansko je to zanimiva zgodba, ne? In moja mama zelo znala z rožami, ne? In jaz kot otrok sem spomladi vedno te zaboje z rožami nosil iz kleti ven, v jeseni spet nazaj. In sem rekel, jaz bi šel žogo brzo, zakaj te rože? Saj razumeš, kak je to, ne? Ampak mama je rekla, veš, rože ti bojo vrnile z ljubeznijo. Kaj sem jaz vedel pred 12 leti, kaj je to ljubezna, ne? Potem pri 40-ih pa mene zadenejo te rože, ne? Pri 40 sem pa začel rože, začnem jaz urejati, vso to neko podobo pušpane, čez 100 pušpanov, vrtnice. Edi, povejte mi še nekaj, a v toliko stoletij starih hiši kdaj kaj straši? Ja, tu so same dobre vile, dobri palčki. Vas ni nikoli strah? Ne, to pa ne. Tu se jaz počutim res na pravem mestu. Vsak človek potrebuje svoj prostor. Če je še tako majhen, če je še tako skromen, o katerem lahko reče, to je moje, tukaj živim in ljubim, tu odpočijem se, tu najdem svoj mir in srečo, tukaj lahko jočem in se veselim. To je moj dom in tu sem jaz doma.